Danes sem pa jaz na eni misiji. Zadnjih par dni se naokol furam s telnim Meganom in prašuje cajt, da ga moram malo poslikati. Danes je celo lepo vreme, ker zdaj je bilo par dni ful depresivno. Se mi pa zdi, da ga moramo iti še prej oprati, ker pač buh se usmil. Ne vem, če sem že kdaj tuk slabo upravil avto, ampak itak bo vseeno te prvi sekundi, ki zapeljamo nazaj na cesto. Madonna, tu sem ga pa profesionalno upravil. A few moments later. Jaz sem se spomnil, da je tukaj le primerni peč ena taka zelo malo uporabljena gozdna cesta. Kakor ti pove že ime, je tale Megan električen in z unim ta pravim Meganom v resnici kaj veliko skupenega nima. Tale Alpin paket opreme, kar pomeni, da dobi posebno barvo pa kolesa, pa eno kupico lepih dodatkov v notranjosti. Še zmeraj ima pa baterijo s kapaciteto 60 kWh, ki naj bi po VLTP-ju dosegala 470 km, v praksi še posebej zdaj, ki je mrzlo, pa niti bliz. Pa zakva forsirajo te kluke, ki po parih minutah prostega teka skočijo noter in moraš narediti to, da prideš v avto. Come on. Megan itek ene par zadev naredi zelo v redu. Dobro zgleda in noter in zunaj. Predvsem me je pa presenetila vožnja, ki je res udobna. Ta avto jame na cesti požera bolj, kakor jaz McDonald's ob 11. zvečer. Ampak ne morem si pa zatiskati oči. Renault Megane je četrti najbolj pogost avto v Sloveniji. In prednost od Megane je zmer bila njegova raznolikost. Od RS-a do karavana do Megane Scenic, ki je v poznih 90-ih začel trend malih enoprostorcev. In Megane itek te raznolikosti absolutno nima. Bodimo realni, noben ne bo pomislil na tega le, ki bo pomislil na Megana.